Dober večer in lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. Če vas zanima, kje vse smo bili oziroma koga vse smo obiskali v minulih dneh, potem vabljeni k ogledu sobotnega VTV magazina z izbranimi regionalnimi informativnimi vsebinami. V Slovenj Gradcu so v torek odkrili temeljni kamen za izgradnjo novega prizidka k zdravstvenemu domu Slovenj Gradec. Zdravstveni dom Slovenj Gradec bo do konca leta 2025 večji za nov prizidek. Temeljni kamen za gradnjo so slovesno odkrili v torek. Dogodka so se udeležili tudi ministrica za zdravje, doktorica Valentina Prevolnik-Rupel, župan občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, župan občine Mislinja Bojan Borovnik in številni zaposleni v zdravstvenem domu. Ja, seveda gre za zelo pomembno investicijo v primarno zdravstvo. Ne spomnim, da je objekt, v katerem danes poteka ta dejavnost primarnega zdravstva, torej zdravstveni dom, star točno 45 let in vemo, da se je v tem času marsikaj spremenilo. Sem je prišlo ogromno novih programov, ogromno novih ambulant in enostavno je objekt kot takšen bil premali. Zaradi tega smo bili primorani tudi seliti to vrstno dejavnost že izven objekta zdravstvenega doma in danes sem res zelo vesel, da nam je končno uspelo priti do trenutka, da prizidek k zdravstvenemu domu postaja realnost. S položitvijo temeljnega kamna so res dani pogoji, da se investicija kot takšna lahko začne. Začrtan rok za zaključek investicije je konec leta 2025. Investicija je vredna 7 milijonov evrov z DDV. Investicija kot takšna je sofinancirana strani Ministrstva za zdravje in sicer v višini približno 1,45 milijona evrov in pa tudi približno v višini 500 tisoč evrov strani Ekosklada. Ostala sredstva pa prispeva naša mestna občina. Gre za več kot 2000 novih neto uporabnih površin, ki bo jih zdravstveni dom s tem pridobil in jaz res verjamem, da bodo s tem dani novi odlični pogoji za primarno zdravstvo na našem območju v celotni Mislinjski dolini in Koroški regiji, kajti v tem domu domuje tudi zdravstveno-reševalni center, ki je edina organizacija, ki je tako organizirana na slovenskem področju in so imeli res zelo slabe pogoje za delo. S tem mislim, da bomo res dvignili nivo tako za same uslužbence, predvsem pa za uporabnike. Ministrica doktorica Valentina Prevolnik-Rupel je odkrila temeljni kamen skupaj z županom Tilnom Kluglerjem ob navzočnosti župana Mislinja Bojana Borovnika in direktorice zdravstvenega doma Slovenj Gradec Milene Vaupot. Ob nagovoru je med drugim povedala, da smo v Sloveniji lahko ponosni na naš model primarnega zdravstva. Glede na turbulentne čase, v katerem se je znašlo slovensko zdravstvo, pa je takšen dogodek še posebej dobrodošel. Vsak dober dogodek godi, je pa tudi pomemben dejansko za naše ljudi, za paciente, ki jim bo pač seveda novi prostori jim bojo prinesli večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, pa tudi zadovoljstvo zaposlenim. Tako da za vseh vidikov je tak dogodek dober. V Slovenj Gradcu pa imajo edini reševalno službo organizirano na drugačen način kot celotna preostala Slovenija. Imajo pa težave pri zagotavljanju zadostnega kadra. Kako na ministrstvu vidijo rešitev? Ministrstvo pripravlja na nacionalnem nivoju neko strategijo, ki pa seveda bo potem na osnovi te strategije samo tudi v lokalnih okoljih, v drugem koraku, se pravi tudi v Koroški regiji, skušali z lokalnim okoljem dogovoriti za rešitve. Mislim, da je več poti, kako lahko pridemo do sodelovanja in jaz sem prepričana, da bomo tudi na Koroškem našli pot, tako kot v vseh ostalih lokalnih okoljih in regijah. Ravno to je strategija ministrstva, da ne posega z enakim principom, z enakim načinom v vse regije pač pa upošteva lokalne specifike. Zato bomo že ta teden organizirali sestanek z vsemi zdravstvenimi domovi in tudi z bolnišnico, da bomo našli najbolj optimalno rešitev, ki bo pa zagotavljala dostopnost prebivalcem Koroške.
Kako pa komentira govorice, da se razmišlja o ukinitvi urgentnega centra v Slovenj Gradcu? To ne more biti res, urgentni center na Koroškem rabimo, tako da o tem sploh ne razmišljamo, moramo pa seveda najti ustrezno, najbolj optimalno rešitev, da bo urgentni center optimalno deloval. Se pravi, to zahteva sodelovanje vseh zdravnikov, predvsem zdravstvenega doma, bolnišnice in ostalih zdravstvenih domov na Koroškem. Zdaj, kako točno bo ta končna rešitev oblikovana, obstaja več poti, imamo več možnosti, jaz sem prepričana, da bomo pač našli optimalno. Skupaj, vsi. Vse to je večletni problem, ne? Če bi tako rekli, je že 20-letni problem, tako da kar se tiče zagotavljanja družinskega zdravnika, pri nas mi to vse zagotavljamo. Zagotavljamo tudi mališko pregledno službo, nujno medicinsko pomoč, izvajamo 9 ambulant in kako bo deloval urgentni center, je pa potrebno dogovoriti skupaj v regiji, saj govorimo ne nazadnje o regijskem urgentnem centru. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je star že 45 let. V zadnjih letih je povečal svoje delovanje s številnimi novimi programi in storitvami. Med drugim so izboljšali status laboratorija, zaposlili 2 novi pediatrinji, vzpostavili nego na domu ter pridobili projekt Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti. Direktorica Zdravstvenega doma Slovenj Gradec je ob odkritju temeljnega kamna izrazila hvaležnost, da bodo tako zaposleni kot pacienti dobili nove prostore, kakršne si zaslužijo. Pridobili bomo nove prostore za patronažno službo, družinske ambulante, pediatrične ambulante, centra za krepitev zdravja. To so pravzaprav te dejavnosti, ki so zdaj tudi zelo okrnjene, prostorsko predvsem, zato smo morali tudi določene že preseliti, izseliti in se zelo veselimo teh novih prostorov. Slovesno odkritje temeljnega kamna so s petjem in igranjem popestrili učenci 2. osnovne šole Slovenj Gradec. Na uradu za meroslovje v Celju so v sredo odprli prenovljen laboratorij za plemenite kovine. Odprtja se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Laboratorij, kjer se preizkušajo in označujejo izdelki iz plemenitih kovin, vsako leto zagotovi skladnost za približno 130 tisoč izdelkov iz plemenitih kovin oziroma 1500 kg teh kovin, s čimer se omogoči prost pretok izdelkov države Evropske unije in visoko varnost potrošnikov v Sloveniji. Tukaj gre za obnovitev enega laboratorija, ki sicer obstaja že 50 let. Nazadnje je bil obnovljen pred 20 leti, tako da smo zdaj ta laboratorij posodobili. Nabavili smo novo opremo, tudi sam prostore smo obnovili. S tem pravzaprav zagotavljamo našim potrošnikom, tistim, ki kupujejo izdelke iz zlata ali pa iz drugih plemenitih kovin, da dobijo res tisto, kar plačajo. Vsi ti izdelki morajo biti ustrezno označeni, zaradi tega, da lahko potrošniki vejo, da so kupili dejansko ustrezno vsebnost zlata, recimo, ali pa drugih plemenitih kovin. Veste, da so plemenite kovine, ker so plemenite, so tudi drage, in zaradi tega je to še posebej pomembno, da ne prihaja do kakšnih zlorab. Kot še pravi direktor, imajo zaenkrat dovolj zaposlenih, tudi sami prostori trenutno zadoščajo za obseg dela. Zaposleni imamo zelo dober kader, moram reči. Seveda se pa ta kader stara. In kot vsi vemo, je zdaj težava z kadrom, ne samo na teh področjih, predvsem pa s tehničnim kadrom, ampak ta težava se bo kvečem pojavila malo kasneje. V tem trenutku stvari funkcionirajo in mi lahko servisiramo vse zlatarje in pa seveda tudi potrošnike s tem. Mi smo člani ene konvencije, reče se Dunajska konvencija o izdelkih iz plemenitih kovin. Mi smo na isti ravni z vsemi ostalimi članicami, to so glavno evropske članice. Mi delamo tudi medlaboratorijske primerjave, se pravi, da primerjamo rezultate, ki jih dobimo mi z drugimi laboratoriji in smo tam v špici. Mi smo tudi nosilci nacionalnega etalona na tem področju, imamo tudi te najboljše merilne zmogljivosti objavljene v bazi pri metrski konvenciji. Tako da v bistvu ta konvencija gre pa predvsem za to, da zagotavlja primerljivost na vseh trgih. Se pravi, izdelki, ki so označeni z znakom konvencije, se lahko tržijo kjerkoli po članicah te konvencije. Investicija v celjski laboratorij je veljala 120 tisoč evrov, poleg tega pa so kupili še nov rentgen. Zaradi tega, ker nekatere
nekatere izdelke analiziramo z rentgensko analizo, tista je pa še nekih 70.000 evrov in zaenkrat je to. Zdaj pa treba še kaj drugega obnoviti. Danes sem zadovoljen, da sem danes na otvoritvi laboratorija v našem naravoslovju, ki je mogoče neviden, ampak zelo pomemben v delovanju in gospodarstva in nasploh celega sistema v državi. Naš direktor pravi, da je kila še zmeraj kila, meter še zmeraj meter, ampak s to investicijo na nek način bomo pomagali, da pri količini, katere naredijo, da bojo in zaposleni in kvaliteta še bistveno boljša, tako da investicija mislim, da je bila preko 100.000 evrov in sem zelo zadovoljen in verjamem v dobro kvalitetno delo našega, naravoslovja in verjetno včasih neviden, ampak zelo pomemben, kot sem že rekel, za gospodarstvo. Zelo sem vesel, da je Urad za meroslovje, ki ima sedež v Celju, na poti novih investicij v ta prostor, v stavbo in v laboratorij za plemenite kovine, ki je nekako tradicionalno s Celjem povezana panoga. Vemo, da je v Celju doma tradicija zlatarstva, tu blizu te lokacije in mislim, da je ta pridobitev pomembna tudi z vidika decentralizacije naše države in razvoja tehnologij na lokacijah tudi izven prestolnice. Ta laboratorij pa ni edini v mreži Urada za meroslovje Republike Slovenije. Ta dejavnost je samo ena izmed dejavnosti, s katerimi se ukvarja urad. Urad pravzaprav zagotavlja, da so meritve v Sloveniji primerljive z tujino. Če poenostavim, da je meter v Sloveniji toliko dolg, kot je meter kjerkoli drugje po svetu. Za ta namen imamo vzpostavljene določene nosilce nacionalnih etalonov oziroma nacionalne etalone. Na uradu samo vzdržujemo nacionalni etalon za maso, preko katerega potem lahko, ki je sledljiv na Pariz, se pravi na mednarodni nivo in pa od katerega lahko mi potem distribuiramo te vrednosti na katerikoli set uteži v Sloveniji, naprimer. Na tej lokaciji deluje laboratorij, nacionalni laboratorij ali pa nacionalni etalon za volumen, se pravi za prostornine. Imamo pa še nekaj zunanjih nosilcev nacionalnih etalonov, ki delajo pod našim nadzorom. Naprimer, nacionalni etalon za električne veličine, za čas in frekvenco, za temperaturo, za dolžino, za nekatere druge kemijske meritve in tako naprej. Govorimo o bencinskih črpalkah, vodomerih, električnih števcih, za katere za to vrstna merila so posebni pogoji predpisani, da seveda zdržijo vse obremenitve in potem mora biti tudi vsakoletno oziroma periodično pregledani, overjeni, da res zagotavljajo meritve, korektne meritve. Meroslovje torej ostaja ključni del tehniške infrastrukture, ki je potrebna za uspešen gospodarski, tehnološki in znanstveni razvoj države ter kakovostno in varno življenje prebivalcev. Velenjski občinski svet je v torek zasedal na 11. redni seji. Na dnevnem redu je bila seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pripravo zakonov o razvojnem prestrukturiranju Saša premogovne regije in o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. Za pripravo zakona o razvojnem prestrukturiranju Saša premogovne regije je pristojno Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Seje se udeležil novi državni sekretar Srečko Đurov. Pripravo zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje pa je v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. Dosedanje enoletno delo, odkar je sektor rudarstva prešel pod to ministrstvo, pa je predstavil namestnik direktorja Direktorata za naravo dr. Marko Maver. Torej, trenutno imamo pripravljeno grob osnutek, imenovana je delovna skupina medresorska, ki zajema tako lokalno raven, regionalno raven, kot tudi državno raven, predstavniki različnih ministrstev. Prav tako pa pripravljamo javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca, ki nam bo pomagal pripraviti končno verzijo, se pravi obeh zakonov, tako okrog zaprtja, se pravi postopnega zapiranja premogovnika Velenje, kot tudi zakon o prestrukturiranju premogovne regije Saša. Časovnica je, da do konca leta poskušamo predlog zakona, obeh zakonov pripraviti za vladno obravnavo.
Letnica zapiranja premogovnika ni vprašanje in je že določena v strategiji. Strategija izstopa iz premoga je jasna, torej določena je letnica 2033. Znotraj te strategije smo dolžni pripraviti oba predloga zakona. Menimo, da se postopamo, da se počasi že mudi za sprejemom obeh zakonov, ker se zavedamo, da bodo posledice zapiranja rudnika tudi negativne za samo regijo in posledično treba pravočasno sprejeti ustrezne ukrepe. Jaz mislim, da je časovnica realna, bomo pa seveda pospešili z vsemi medresorskimi deležniki, da pridemo do konca leta do sklenjenega dobrega predloga, ki bo maksimalno nagovoril izzive regije, s katerimi se bo soočila po predčasnem zapiranju premogovnika Velenje. Razprava svetnic in svetnikov na temo priprave obeh zakonov je bila obširna. Ja, razprava je bila širšega konteksta tudi v luči energetske prihodnosti Slovenije, kaj bomo vprašanje z jedrsko energijo, z premogom, kakšna bo energetska prihodnost, to je se pravi širšega vprašanja, ker se navezuje tudi na širšo politično vprašanje, kdaj bo, ali je prihodnost jedrska, kaj se zgodi v primeru, če se premogovnik oziroma termoelektrarna zapre, kako bomo nadomestili izpad tega vira, to je se pravi širše vprašanje. Vprašanja so se nanesla pa tudi na kadrovsko oziroma socialni del, na kakšen način bomo zagotovili, da bodo delavci, ki so ključnega pomena za premogovnik in pa za regijo, kako se bodo prekvalificirali. Tako da je bila, mislim, da razprava na korektnem nivoju in pa se tudi veselimo sodelovanja v letošnjem letu, ker se želimo, da so vsi deležniki vključeni in pa tudi obveščeni, kakšno je stanje. Sam zakon je določil pripravo programa za postopno zapiranje. V tem programu naslavlja tudi, na kakšen način se bodo zaposleni v premogovniku in pa tudi v odvisnih družbah prekvalificirali. Sam program se bo posodabljal na 3 leta, to bo določeno tudi skladno z zakonom in pa tudi zapisane bi bile določene pravice, kaj se zgodi v primeru predčasnega upokojevanja, odpravnin. Predvideni so tudi tako imenovani kadrovski načrti za vsakega posameznika 5 let pred upokojitvijo oziroma zaključkom, tako da res velik poudarek se daje temu, da bo ta družbeno oziroma socialni del naslovljen deloma v zakonu, deloma pa tudi v samem programu. Za postopno zapiranje premogovnika bo potrebno zagotoviti dovolj finančnih sredstev. Zakon mora določati tudi finančni del, ker je ključnega pomena. Sredstva bodo zagotovljena strani vlade oziroma iz proračuna. V zakonu mora biti določena sredstva za 3 leta oziroma 3+3, se pravi za 6-letno obdobje. Skladno z zakonom pa mora tudi 3 mesece pred sprejemom posameznega proračuna biti sprejet program, se pravi ta program o postopnem zapiranju, tako da so sredstva, ki bodo predvidena s programom, tudi določena v proračunu. Za oba zakona je svet mestne občine Velenje ob koncu razprave sprejel več sklepov, ki jih bodo poslali vladi in pristojnim ministrstvom. Med drugim svet zahteva, da je v pripravo in spremljanje izvajanja obeh zakonov aktivno vključena lokalna skupnost, da pridobi Saša regija poseben status premogovne regije ter s tem pravico do dodatnega financiranja iz javnih razpisov državnih in evropskih sredstev in med drugim tudi to, da je eden izmed sistemskih virov financiranja prestrukturiranja regije in nadaljnega razvoja Podnebni sklad Republike Slovenije, v katerega je termoelektrarna Šoštanj v letih od 2017 do vključno 2023 za nakup emisijskih kuponov CO2 vplačala skoraj 700 milijonov evrov, iz katerega se za ta namen letno v Šaleško dolino nameni najmanj 10 milijonov evrov. Prav tako zahtevajo, da mora biti zagotovljena socialna varnost vseh zaposlenih v premogovniku Velenje in hčerinskih družbah, posebej invalidov, da je v zakon vključen celovit program sanacije okolja z monitoringi, ter da morajo biti za izvajanje zakonskih določil zagotovljena zadostna finančna sredstva v proračunu Republike Slovenije. V sklepih glede zakona o zapiranju premogovnika Velenje so izrecno zapisali, da zakon ne sme temeljiti na zakonu o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, ter da mora vključevati tudi prenos saniranih zemljišč, ki jih premogovnik ne bo več potreboval, na lokalno skupnost. Oba zakona pa morata biti sprejeta sočasno. Tisto, kar smo danes dosegli, vsaj upam, da je temu tako, je to, da se bo zakon v letošnjem letu res dokončno pripravil. Mi bomo tudi zelo jasno povedali, da pričakujemo že na oktobrski seji letošnjega leta tudi
prikaz osnutka tega zakona in do konca leta tudi sprejem samega zakona v Državnem zboru in da z letom 2025 država tudi zagotovi finančna sredstva v proračunu Republike Slovenije za seveda izvajanje obeh ključnih zakonov. Med ostalimi točkami dnevnega reda torkove seje je bila tudi obravnava osnutka odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru. Nadzorni odbor je predstavil 3 poročila, in sicer o nadzoru krajevnih skupnosti Konova in Vinska Gora za leto 2022 ter o nadzoru zdravstvenega doma Velenje v istem letu. Pri slednjem je ugotovil veliko hujših kršitev, zlasti pravil javnega naročanja. Nadzor je bil opravljen na pobudo župana, ki se je tako odzval na lanske zahteve in peticijo ljudske iniciative Velenje. Nadzorni odbor je o svojih ugotovitvah že obvestil pristojne službe. Poročilo pa bo obravnaval tudi svet Zavoda zdravstvenega doma Velenje. Ljudska iniciativa Velenje je županu mestne občine Velenje Petru Dermolu izročila peticijo, s katero zahteva odstop direktorja, nadzornega sveta in skupščine komunalnega podjetja Velenje. Kot so povedali v ljudski iniciativi Velenje, je peticijo za odstop organov komunalnega podjetja Velenje v tednu dni podpisalo več kot 1700 občank in občanov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Te 3 občine so namreč ustanoviteljice komunalnega podjetja Velenje. Največji lastniški delež, dobrih 83%, pa ima mestna občina Velenje. To so v bistvu pritiski, s katerimi zahtevamo, da se stvar začne odvijati naprej, kajti vsi ukrepi, ki so jih do sedaj sprejeli, niso bili dovolj dobri oziroma konkretni, da bi se na položnicah to dejansko poznalo. Vse, kar si želimo in zahtevamo, je, da se položnice bistveno in drastično znižajo za dobrobit ljudi. Tukaj smo v imenu ljudi, predvsem pa v imenu, bom rekla, boljšega jutri, ki naj sloni na solidarnosti in pravičnosti in ne na kapitalnem pohlepu. Kolikor ugotavljamo v komunalnem podjetju Velenje že dolgo časa, zadeve niso rožnate, izgube so iz leta v leto večje, hkrati je pa tudi komunalno podjetje, vsaj po javno dostopnih podatkih, zadnje čase je bilo nekajkrat dokapitalizirano strani mestne občine Velenje. Torej ti ljudje, ki tam sedijo, ne delajo v dobrobit občine oziroma v dobrobit občanov, zato pričakujemo, da se bodo spremenile spremembe in da se bo potem v zelo kratkem času tudi našlo strokovne, kompetentne ljudi, ki bodo zasedli ta delovna mesta in delali dejansko za javno gospodarsko službo, tako kot se spodobi za dobrobit občank in občanov. In če župan ne bo ukrepal v skladu s pričakovanji ljudske iniciative? Vsekakor bomo nadaljevali z našimi aktivnostmi, med drugim tudi pripravljamo določene kazenske ovadbe, saj smo zaznali kar nekaj nepravilnosti, zadeve preučujemo tudi z strokovnjaki, tudi z policisti smo v kontaktu in takoj, ko bomo imeli vse pripravljeno, bomo zahtevali tudi oziroma podali tudi kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe. Kot so še poudarili v ljudski iniciativi, je svet mestne občine Velenje sprejel nekatere ukrepe za pomoč občankam in občanom, vendar same cene ogrevanja ni znižal. Bojimo se, kakšne položnice bojo potem naslednjo ogrevalno sezono, vkolikor se zadeve ne uredijo. Spomnimo namreč, da mestna občina Velenje ni sprejela nobenega ukrepa za položnice, ki so jih dobili občanke in občane v mesecu januarju za mesec december. Sprejeli so sicer določene subvencije, ki ne zadostujejo dejansko in rezerve so zagotovo višje. Kaj pa zahteve, ki jih je ljudska iniciativa Velenje naslovila na TEŠ, vlado in ministrstvo pristojno za energetiko? Jutri imamo sestanek z ministrom, pričakujemo, da bomo našli nekaj skupnih rešitev. Naslednji teden smo vabljeni na komisijo, kjer bomo tudi obravnavali naše zahteve. Dobili smo dejansko tudi obvestilo predsednika vlade, da se žal ne more sestati z nami in se opravičuje. Po sestanku na ministrstvu in po komisiji v Državnem zboru se bomo predstavniki ljudske iniciative usedli z občankami in občani in potem skupaj oblikovali
morebitne nadaljne aktivnosti, vkolikor našim zahtevam ne bo ugodeno. Spomnimo, da smo že na začetku opozorili, da lahko ceno toplotne energije znižamo za 50%, ampak to je potrebno storiti na več nivojih, torej komunalno podjetje Velenje, TEŠ, država in tudi določeni pravilniki, vključno z stanovalci oziroma uporabniki in odjemalci. Ja, jaz bom peticijo seveda pogledal, preverili bomo, kaj je v njej zapisano in bomo seveda to peticijo tudi dali naprej v nadaljnjo obravnavo vsem tistim organom, ki seveda imajo pristojnosti za to, da takšne peticije tudi obravnavajo. Moje osebno mnenje, ki sem ga že večkrat izrazil, je takšno, da komunalno podjetje Velenje z svojimi ravnanji v zadnjih 7 letih ni neposredno vplivalo na dvig cene toplotnega ogrevanja, zato so zunanji dejavniki, pa bomo to tudi na svetu ustanoviteljev seveda še enkrat preverili, še enkrat obravnavali in ustrezno tudi javno seznanili o teh dejstvih. Kot je še povedal župan, v tem trenutku vodstvo komunalnega podjetja Velenje ima njegovo zaupanje. V Kulturnem domu v Šoštanju so v četrtek na prireditvi Športnik leta 2023 podelili priznanja Športne zveze Šoštanj za uspehe športnikov in športnih ekip v lanskem letu. Strokovni odbor Športne zveze Šoštanj je imel tudi letos zelo težko delo. Izmed kar 27 predlogov je izbral prejemnike priznanj Športne zveze Šoštanj za leto 2023. To je kar bistveno več kot lansko leto. Med temi predlogi je bilo kar zahtevno zbrati, ker so bili večinoma zelo dobri predlogi. 6 tistih, ki bodo danes prejeli priznanja. Izbor je naredil strokovni odbor Športne zveze Šoštanj, ki je sestavljen iz samih bivših zelo uspešnih športnikov in sedanjih strokovnih delavcev v športu, tako da je bil izbor tudi strokoven. Športna zveza deluje kot zveza društev, imamo 17 včlanjenih športnih društev in klubov, pokrivamo praktično skoraj vse tista društva v Šoštanju, ki se ukvarjajo z športom oziroma tako imenovanim športom in rekreacijo. Vse prisotne na prireditvi je pozdravil župan Boris Goličnik in poudaril. Prav vesel, da smo obudili ta dogodek lansko leto. Letos je drugič spet pomemben dogodek za našo lepo občino. Nenazadnje je prav, da si vsi, ki delujejo na področju športa, športniki, vsi, ki delujejo, zaslužijo priznanje, seveda tisti najzaslužnejši, ki bojo danes prejeli iskrene čestitke, sem prav vesel. Nenazadnje pa občina Šoštanj tudi občina športa, kar smo dokazovali v preteklosti, kar dokazujemo sedaj, številni uspešni športniki, na katere smo ponosni, in prav je, da je ta prireditev tukaj, sedaj, in pa seveda, da se vsem skupaj zahvalimo, najzaslužnejšim pa tudi podelimo priznanje in čestitke. Podelili so 6 priznanj. Priznanje zaslužnemu športnemu delavcu za življenjsko delo na področju planinstva Vinku Pejovniku. Nadpovprečno uspešnemu članu športnega društva, ki ima stalno bivališče izven občine Šoštanj, veteranu košarkarju Stanetu Brezniku. Športniku invalidu sedeči odbojki Marku Pokleki. Športnemu trenerju za strokovno delo Dejanu Tomazinju. Najboljši športni ekipi, članski ekipi odbojkarskega kluba Šoštanj Topolšica in priznanje najboljšemu športniku, rokometašu Tadeju Mazeju. Tadej je zelo vesel tega priznanja in se zahvaljujem v imenu Tadeja Športne zveze Šoštanj za to priznanje. Zahvalil bi se tudi rokometni šoli Sebastiana Soviča, ker so ga predlagali. Pa mislim, da bo tole res lepo priznanje za prihodnje delo, da bo tako uspešen, in neka zahvala za ves trud za nazaj. Priznanje pomeni veliko meni kot osebno, kot nek dosežen osebni cilj, ampak veliko več pa pomeni tudi samemu klubu, ki se, lahko bi rekel tako, da se je dokazal, da smo bolj prepoznavni, in se mi je to pač ena stopnička za naprej, da lahko dosežemo še več ciljev. Ogromno, ja, ker bil sem res presenečen, da sem ga dobil. Glede na to, da delam z mladimi, z otroki, sem bil res presenečen, da so se odločili, da so gledali mogoče malce širše in da so se odločili tudi za trenerja, ki dela z mlajšimi, ne samo v vrhunskem športu. Ja, v bistvu vsako priznanje je neka nagrada, predvsem za nas športnike. V bistvu nek dokaz, da smo na pravi poti, da delamo nekaj prav, da sem vesel, da to v lokalnem okolju vidijo, ugotovijo, pa na tak način pol nas športnike nagradijo.
Jaz sem že rekel, tako običajno vprašanje, pa tako težek odgovor. Meni se normalno, da mi veliko pomeni. Jaz niti slučajno ga nisem pričakoval, ker pač teh športnih letih, da za neko priznanje ravno ni nekaj pričakovati. Kaj drugega pa bi že težko rekel, kaj mi pomeni. Osrednji gost prireditve je bil Viki Grošelj, vrhunski alpinist, pisatelj, športni pedagog in predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju športa. Udeležba na kakršnem koli športnem dogodku se mi zdi nekaj zelo meni osebno nekako pomembnega. Vse življenje sem se pravzaprav ukvarjal s športom, ugotovil, da je to ena najlepših, poleg kulture, morda celo najpomembnejših stvari v življenju človeka in zato na vsakem koraku s svojim delovanjem nekako skušam podpirati šport, predvsem te njegove vrednote, ki nam v življenju lahko, ampak resnično samo koristijo. Moje osebno mnenje pa je, da je fino, če se vse življenje nekako gibamo. Letom primerno, če se le da nekje zunaj na svežem zraku, v naravi in če bomo to počeli, nam zanesljivo nikoli v življenju ne bo dolg čas. To je pa že kar veliko. Viki Grošelj je Slovenec z največ preplezanimi 8000 in prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov. Za glasbeno popestritev pa je poskrbel Til Čeh. Drage gledalke, cenjeni gledalci, spremljali ste osrednjo informativno oddajo dneva. Hvala za pozornost in nasvidenje. Do prihodnjič.